Ureditev parkirišč za avtodome je del prizadevanj občine Kostanjevica na Krki, da bi kraj in njegovo okolico čim bolj približala turistom. Predvidena lokacija zanje je pri krožišču ob reki Krki. Na tem mestu je namreč že označenih 5 parkirnih mest, a brez možnosti priključka na elektriko in točenja pitne ter izpusta odpadne vode. Izgradnjo postajališč za avtodome so sicer načrtovali že v lanskem letu. Zanje so imeli predvidena sredstva v proračunu, a se je zataknilo pri pridobivanju gradbenega dovoljenja. Letos, ko smo gradbeno dovoljenje dobili, smo še takoj ponovni razpis, da je to v zaključni fazi. Razlog za pristop k naložbi je predvsem v čedalje večjem obisku turistov, dodaja Petretič. Ker vemo, da danes so turisti navajeni, da mu moraš se nuditi. Zdaj, mi smo začasno nudili tole postajališča, to je tako vse brezplačno, ampak nobene infrastrukture, ni imel voda, ni elektrike, ni kanalizacije, ko bi mogel imeti. To je zdaj predvideno, da se naredi. Tudi v Krškem se zavedajo priložnosti, ki jo ponuja ta vse bolj razširjena oblika turizma. Krška občina se je pobudi za odpiranje postajališč za avtodome v Sloveniji pridružila v letu 2013. V Krški občini smo, tako kot je bilo rečeno, že zelo zgodaj odprli nekaj postajališč, predvsem smo tudi to pobudo prenesli zasebnikom, tako da je tudi zasebnih postajališč nekaj. Taka postajališča, ki so, lahko rečemo temu, popolnoma urejena, sta 2 in sta v lasti občine, oziroma je občina v pretežni meri sofinancirala, to je pri ribnikih v Brestanici in pa pri bazenu v Brestanici. Ravno v tem času pa poteka umestitev novega postajališča za avtodome pri stadionu Matije Gubca. Gre za postajališče z 12 mesti. Zdaj smo pravzaprav že pridobili gradbeno dovoljenje, namreč gre za precej velik poseg ali pa večji poseg, ki zahteva tudi gradbeno dovoljenje. Tako da se čunam, da bo to potem postalo neko tako centralno postajališče, ki bo tudi logistično je tako postavljeno, da je možnost iti s kolesom ali kakorkoli drugače iz tega urbanega središča navzven. Skratka, jaz mislim, da bo to eno vzorčno postajališče za ostale primere v občini, ko se bodo še dogajali kasneje. Dela naj bi stekla kmalu, projekt pa naj bi bil dokončan še v tem letu. Občina Brežice je k projektu postajališč za avtodome pristopila v letu 2015 in se s tem postavila tudi na zemljevid postajališč v Sloveniji. Takrat je za ta namen namenila eno območje na cesti pod Obzidjem. V lanskem letu, v mesecu novembru, pa smo dejansko uradno odprli drugo območje, kjer je zagotovljena tudi oskrba z električno energijo, vodo, uporabniki pa lahko izvedejo tudi izpust fekalij. Trenutno torej na območju mesta zagotavljajo prostore za 7 avtodomov. V prihodnosti želijo umestiti dodatna postajališča. Saj vidimo, da je interes strani obiskovalcev. Naša širitev bo pa šla predvsem v smeri, da zagotovimo tudi posameznikom, privatnim pobudnikom, da pridobijo sredstva za vzpostavitev tovrstnih parkirišč na privatnih zemljiščih. Želijo si namreč, da bi turistični ponudniki v občini razmislili o tej možnosti kot dodatni ponudbi k že obstoječi. Sicer pa je zasedenost postajališč odvisna predvsem od sezone. Poleti nekoliko več, v Brestanici se zelo pohvalijo, kajti dosti ribičev prihaja z avtodomi, tudi lokacija v Brestanici je zelo lepa, praktično v naravi, in to ljudje cenijo in prihajajo. Zdaj, neka statistike zasedenosti nimam, ampak da bi težko rekel, koliko je to, vendar pa glede na to, kot mi pove lastnik gostilne, v neposredni bližini je ta zasedenost kar zadovoljiva. Zasedenost sicer ni razvidna iz nekih uradnih evidenc, ker trenutno tega še ne beležimo. Vidimo pa zadnje čase po samem preverjanju teh postajališč, da je dejansko izredna, da so postajališča sploh v teh počitniških dneh zelo zasedena in da nam dejansko primanjkuje kapacitet vsaj na območju mesta, tam kjer so namensko temu tudi vzpostavljena. Glede na opažanja gre predvsem za tranzicijske goste, si pa v Brežicah želijo na že obstoječih postajališčih vzpostaviti dodatno ponudbo, s katero bi te obiskovalce v občini zadržali nekoliko dlje časa.